Oratorij kot vzgojno dogajanje poteka v mnogih slovenskih župnijah. Vsako leto se tedenskega poletnega programa za osnovnošolce v več kot 200 krajih po Sloveniji skupno udeleži okrog 20 tisoč otrok. Zanje pa skrbi več kot 5 tisoč animatorjev prostovoljcev. Tudi v Murski Soboti je oratorij združil otroke in mladino, ki skupaj preživljajo teden poletnih počitnic in ga bogatijo z igro, druženjem, petjem, molitvijo, katehezami ter ustvarjalnimi delavnicami. Letos je 125 otrok, čez 25 animatorjev, nekje 150 nas je vseh skupaj. Zbiramo se vsak dan, v nedeljo smo imeli začetek, ko smo blagoslovili animatorje. Sedaj pa od ponedeljka do sobota traja oratorij z delavnicami, z igro, ki jo uprizorijo animatorji in pa z velikimi igrami, ki jih imamo popoldan. Otroke in mladino skozi raznovrstne aktivnosti nagovarja osrednji junak letošnjega oratorija Peter Klepec. Razlogov za takšno izbiro je več. Vsako leto je na oratoriju neka tema. Enkrat je svetopisemska osebnost, enkrat je en svetnik ali pa neka zgodba iz življenja otrok, ki jo poznajo. Letos je tema Peter Klepec in sicer z naslovom Imaš moč. Prikazan je Peter Klepec, kako se je spremenil iz enega revnega pastirčka v veliko osebo, kjer dobi moč od Boga. Se pravi, od Boga si izprosi moč, da do drugih ljudi postaja drugačen in do tistih, ki mu želijo slabo, pristopa z ljubeznijo in odpuščanjem. Oratorij v Murski Soboti pa ni pester samo po vsebinah, ampak tudi v sestavi. Vsak otrok, vsak človek je v očeh Boga dragocen, poseben in ljubljen, zato smo tudi odprti. Se pravi, tukaj so tisti, ki so najprej župljani naše župnije, prihajajo potem tudi iz drugih župnij, tudi neverni so z nami, tudi evangeličanske veroizpovedi nekaj otrok prihaja sem, tako da to je odprto. Zakaj? Zato, ker tudi pri Bogu smo vsi doma. Tako so doma tudi vsi otroci tukaj. Oratorijski program združuje zabavo, ustvarjalne in poučne dejavnosti, druženje in duhovnost. Animatorji pa so tisti, ki ves ta program pripravijo in udeležence oratorija pričakujejo odprtih rok. Animator lahko postane vsak, ki opravi sveto birmo v 8. razredu, potem pa še v 9. razredu imajo nadaljevanje verouka in potem verouku, potem lahko postaneš animator. Torej, animatorji smo mladi, ki želimo otrokom z animacijo, preko animacije otrokom približati Božjo ljubezen in pa Boga. Oratoriji so za animatorje tudi priložnost, da mlajšim pokažejo, da vera ni zgolj molitev, temveč tudi dejanja. Po vsakem dnevu oratorija si utrujen, tako da ko prideš domov, greš samo spat, ampak na koncu oratorija, ko je vsega konec, ko se vse pospravi, ko je vse zaključeno, pa pomisliš tako malo nazaj in v bistvu vidiš, koliko veselja, sreče, kako so ti otroci to, ko si jih animiral, ko si se družil z njimi, kako so ti to nazaj poplačali. Tako da mislim, da je to res eno veliko plačilo in lepo plačilo, ki ga dobiš od otrok. Oratorijski dnevi pa ustvarjajo lepe spomine predvsem udeležencem, ki se na ta način naučijo delati v skupini, postanejo sproščeni v bližini drugih in duhovno rastejo. Vsako leto sem na oratoriju, prihajam zato, ker so mi animatorji zelo všeč, so prijazni, pomagajo. Zabavamo se, imamo različne igre, katere so zame zelo zabavne. Si tukaj skupaj s prijatelji ali si morebiti prišla ne glede na to, kdo se bo oratorija udeležil? Prišla sem s prijateljico in sestro. Z sestro sicer nisem v skupini, sem pa s prijateljico. Je zate oratorij tudi priložnost, da spoznaš nove prijatelje? Ja, predvsem pri tem, ko nekateri mlajši ne morejo nečesa narediti, pristopim in pomagam in tako tudi spoznam nove ljudi. Oratorij je tako imeniten uvod v počitnice. Marsikdo je dobil nove prijatelje, pa tudi pozitivne vrednote in ideje, kako koristno in zabavno preživeti prosti čas. Oratorij je tako več kot le dobro preživljanje počitnic. Oratorij je učenje za življenje.